Posebej sem vesela, da so danes z nami res ugledni gostje. Dame in gospodje, župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Zato je bilo pa vredno gor prideti. Jaz sem pa vesel, da je tega meseca konc, da bomo jutri spet normalno zadihali in da gremo v nedeljo vsi na volitve po zmago Levice. Danes je menda gospod Jambrek izjavil, da sva s prvim predsednikom predstavnika preživete ideologije. In če je to tista, ki govori o vrednotah, potem sem vesel, da sem ideolog te ideologije. Torej, srečno Ljubljana, ki je pokazala 2.6, da želi biti svobodna, in srečno Slovenija, srečno Levici, gremo v zmago, srečno! Gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam. Tu sem zato, da bi podprl liberalno demokracijo. Želim, da bi v nedeljo na volitvah jo podprlo čim več naših državljank in državljanov, da bi na ta način dali priložnost, da prevzame svoj del odgovornosti, da Slovenijo usmeri na pravo pot, k pravim ciljem in k pravim vrednotam. To si zasluži, zato ker je znova zbrala ljudi, ki so skupaj z gospo Kresalovo, ki jo zelo cenim, zbrali dovolj moči, da so zacelili rane in vrnili tej stranki verodostojnost, vrnili so ji zaupanje, vrnili so jo na slovensko politično prizorišče, kjer je spet postala pomemben dejavnik. Zato sem prepričan, da si zaupanje zasluži. Posebej sem vesel, da je zbrala toliko novih ljudi, ki vnašajo v slovenski politični prostor novo energijo, ki vnašajo nove ideje, ki nam omogočajo izbirati, katere so tiste vrednote in cilji, ki nas, kot sem rekel, vračajo na pot, na katero smo stopili takrat, ko smo si ustanovili svojo državo. To so ljudje, ki so zastavili svoj ugled, svoje znanje, svojo verodostojnost za to, da prevzamejo odgovornost za odločitve, ki so pomembne za vse nas in za slovensko prihodnost, ki razumejo, da je naloga politike ustvarjati razmere, v katerih si ljudje lahko sami ustvarjamo in izrabljamo priložnosti za čim bolj kvalitetno življenje, za uresničevanje svojih interesov in svojih vrednot, ki razumejo, da politika ni manipuliranje z ljudmi in številkami, niso majhni triki in laži, ampak je to dejavnost, ki je tudi etična in ki je zavezana vrednotem. Stranka je ena od tistih, ki svojo identiteto postavlja z postavljanjem odgovorov na dileme in izzive sodobnega časa in ne z vračanjem ali pa prinašanjem v današnji čas preteklost, ki te identitete ne išče z aferami in zarotami. Vsezadnje, to je stranka, ki razume, da je politika tudi dolžnost varovati identiteto naroda in varovati ugled, težko pridobljeni ugled slovenske države. Sem prepričan, da je pot, po kateri stopa prava, da si je našla partnerje v strankah, ki imajo podobne cilje, ki so zgrajene na podobnih vrednotah in s katerimi je skupaj pripravljena nositi odgovornost za prihodnost. Jaz želim, da bi to bila pot sprememb, pot na boljšem, kajti Slovenci zmoremo več in smo tudi zaslužili več, kot imamo. In srečno na volitvah.
In še posebej sem vesela, da sta danes z mano tudi moja prijatelja, s katerimi bomo skupaj gradili prihodnost. Gospod Borut Pahor in gospod Gregor Golobič. Dragi prijatelji, draga Katarina, Gregor, vaš uspeh, uspeh liberalne demokracije je tudi uspeh socialnih demokratov. Skupaj smo se odločili ustvariti boljšo prihodnost. Mi se nismo povezali zato, da bi bili proti, ampak da bi bili za. Jaz v to prihodnost verjamem, v naše sodelovanje sem trdno prepričan in mislim, da bodo ljudje dobili tisto, kar pričakujejo. Storili bomo vse, da jih ne bomo razočarali. Srečno! Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, ponovno tukaj na stekališču Treh mostov. Zadnji dan volilne kampanje, ko je očitno, da večina ljudi v Sloveniji ve, da smo na pomembnem razpotju, vsi skupaj. Volilna udeležba na predhodnih volitvah nikoli ni bila tako visoka, kot je tokrat. Tudi France Bučar je opozoril, da se odločamo med avtoritarnostjo in svobodo. Tisti, ki so pred 4 leti govorili o sproščenosti, danes tega ne omenjajo več, ker ne morejo. Začeli so govoriti o jasnini, čeprav prinašajo seboj izključevanje. Tu na tem mestu so včeraj rohneli, grozili in obetali temne čase. Mi želimo govoriti o svobodi. Svoboda je tisto, kar nas je združilo. To je vrednota, za katero smo zastavili svoj ugled, svoje cilje in verjamemo, da bo to nedeljo ta premik v Sloveniji se zgodil. Premik k svobodi, premik k ustvarjalnosti, k znanju, k upoštevanju vsakega posebej. Za zmago je potrebno, kot smo slišali našega olimpionika, hoteti zmagati. In mi trije to hočemo. Hvala Borut, hvala Gregor. Hvala vam vsem, ki ste prišli danes. Res sem vesela. Vesela sem, da smo tukaj na Prešernovem trgu v osrčju Ljubljane, v srcu Slovenije, v srcu Evrope. In kaj mi nosimo v srcu, kaj nosimo v glavi? Nosimo prihodnost. In združuje nas prihodnost. In povabili smo vse ljudi dobre volje, vse ljudi z mladimi očmi, da se nam pridružijo. Da se nam pridružijo v tej prihodnosti. In ste prišli in vas je veliko. In stopili smo skupaj vsi tisti, ki ne maramo, da nam delajo to, kar nam delajo z našo Slovenijo. In stopili smo skupaj s kolegi iz opozicije, ravno tukaj na Tromostovju v začetku tega tedna in premaknili smo Slovenijo, premaknili smo nekaj in sestavili smo zmagovito ekipo. In del te ekipe ste vsi vi, vsi tisti, ki nočete živeti v takšni Sloveniji, kot je danes, ki hočete normalno Slovenijo, ki hočete svobodno misliti. In dobro smo oboroženi za prihodnost. Naše orožje je znanje. Znanjem bomo zmagovali tako doma, kot bomo zmagovali v tujini. Edino oboroženi z znanjem bomo doma res boljše živeli. In zato je pomembno, da to našo energijo, to novost, to željo po zmagi, po spremembi prenesemo na volitve. Prihodnost je, dragi prijatelji, samo 2 dni proč. Na dosegu roke jo imamo. Vi jo držite v naših rokah. Zato je nedelja dan D. Pojdite na volitve. Glasujte, sicer vas bojo preglasovali. Glasujte, da skupaj zmagamo. Hvala lepa. Tako, drage dame in gospodje, to je bila zaključna prireditev liberalne demokracije Slovenije. Še en aplavz za predsednico, za podpornike, za zmagovito koalicijo, za LDS. Glasujte, da vas ne preglasijo. Dragi kolegi, pridružite se mi prosim, pridružite se prihodnosti.